Spoštovani gospod Škof, cenjena duhovniki, gospod diakon, profesor Potočnik, pevci, dragi bratje in sestre. Z veliko hvaležnostjo in ponosom vas danes pozdravljam v naši cerkvi, ki že več kot 180 let stoji kot dom molitve, srečevanja in božje ljubezni. Več kot 180 let vire, upanja in predanosti otkana v njene zidove, a še bolj v skupnost ljudi, ki so skozi čas prihajali sem za upanjem in priprošnjami. Danes pa nas tukaj združuje še posebna milost, slovesen blagoslov naših težko pričakovanih orgel. Orgle niso le glasbilo, so duša cerkvene glasbe. So instrument, ki dviga našo molitev, napolnjuje prostor z veličino in nas še globlje povezuje z božjo skrivnostjo. Svojo močjo in milino nas vabijo, da pojemo in molimo z vsem srcem. Zato danes izrekam iskreno zahvalo vsem, ki ste svojo požrtovalnostjo, darovi, delom in molitvijo prispevali, da smo lahko dočakali ta čudovit trenutek. Hvala tudi vsem izvajalcem, mojstrom, župnijskim sodelavcem, župniku in vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo danes tukaj zbrani. Naj bodo nove orgle in ta pomembna obletnica za nas navdih, da bomo še naprej gradili skupnost vire, odprto, živo in hvaležno. Molimo. Gospod Bog, svojo modrostjo vodiš svet in z lepoto zašeš vesolje. Angelski zbori te hvalijo, vselej poslušni tvojim namigom. V skladnem zboru ti pojejo vse nebesne zvezde, ko z dosledno natančnim gibanjem spolnjujejo določbe tvojih zakonov. Vsi odrešeni enodušno razglašajo, da si svet in te srcem, usti in življenjem proslavljajo. Tudi mi, tvoje sveto ljudstvo, radostno zbrani v tem svetišču, hočemo pridružiti svoje glasove skupnemu vesolnemu zboru, da bi se naša hvalnica dostojno dvigala k tebi, smo pripravili te orle, da jih blagosloviš. Njihov zvok bo podpiral našo hvalno in splošno pesem, da ti bomo lažje pravilno in ubrano prepevali. Po Kristusu našem Gospodu Jezusu, Kristusu tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Spoštovani sobrat Lojze, spoštovani diakon, dragi organist, drage pevke in pevci, gasilci, gasilke, lovci, dragi brati in sestre, vsi župljani, župnije Dobovc, ob blagoslovu vaših orgel vam najprej čestitam, da ste zbrali sredstva, dobro voljo, sodelovanje, da ste lahko postavili te orgle, kraljico glasbil. Bogu čast in veselje nam vseh. Poleg tega se danes spominjamo še 180. obletnice posvetitve te cerkve, saj je bila 6. julija 1845 posvečena. Poleg tega so bili pred 100 leti dopolnjeni zvonovi v vašem zvoniku. In danes je še praznik Svete Trojice, praznik edinosti in skupnosti. Glejte, koliko stvari imamo danes v praznovanju in je prav, da se Bogu zahvalimo za toliko stvari in da potrdimo tudi svoje veselje, da smemo biti skupaj, da smemo biti tukaj pred Bogom in drug z drugim. Ja, prav to je danes potrebno, da najprej izrazimo svoje veselje s petjem in hvalnico in tudi zahvalo. Pomislimo na vse te stvari, ki jih doživljamo. Mogoče najprej to, da se zahvalimo Bogu, da smo verni, da smemo biti tukaj, da verujemo v Sveto Trojico, Očeta, Sina in Svetega Duha,
in da nas ta vera spremlja od našega krsta, ko smo bili še dojenčki prinešeni v cerkev k krstnemu kamnu. Druga zahvala je, da smemo moliti. Kakšen misli, da je to težko, da je to velika dolžnost. Jaz pa vam pravim, da je to privilegij. Ena velika dobrina, da lahko moliš, da se obračamo na Gospoda, ki je Gospod nebes in zemlje, da se mu zahvaljujemo, da ga prosimo odpuščanja, da ga prosimo za naprej, da nas spremlja v naših načrtih in našem življenju. Potem vas vabim, da se zahvalimo, da smo cerkev, da smo skupnost. Ne samo posamezniki izbrani eden poleg drugega, ampak da se čutimo kot skupnost, kot ena velika družina. Najprej ste družina v svoji domači hiši, potem v svojem kraju, tukaj na Dobovcu in drugih krajih in tudi tukaj v cerkvi ste ena velika župnijska družina. Potem se zahvaljujemo Bogu za to cerkev, ki je tukaj že 180 let in ki jo ljubite, ki ste obnovili v tako čudovito podobo, da ste res lahko ponosni na njo, da ste ponosni in veseli, ko vstopate v to čudovito svetišče. In hkrati pomislite, koliko ljudi je bilo, ko so to cerkev gradili in jo skozi 180 let vzdrževali in obnavljali. Bodite hvaležni, brati in sestre, da imate med sabo duhovnika, gospoda Alojzija Snoja, ki tako z velikim srcem in navdušenjem služi vaši skupnosti. Tudi kljub svojim letom in časih težavam zaradi kakšne bolezni in težav, vas tako nosi v srcu, da naredi vse, kar bi mogel, da bi lahko vi čudovito prišli k Bogu blizu in občudovali to cerkev, v kateri živite, ki vas vodi k Bogu. Bogu hvala za nove orle, za to obnovljeno cerkev in za to skupnost, kot sem rekel, ki jo gradite v vsakem trenutku, ko se zberete, ko skupaj molite. In temelj za vse to, za naše veselje in zahvalo, pa je deleženje v življenju Svete Trojice. Nič od tega ne bi bilo, če ne bi bili Božji sinovi in Božje hčere, če ne bi bili ljubljeni Božji otroci v Sveti Trojici. Če danes praznujemo to Sveto Trojico, bi se lahko svetim Avgustinom spomnili, ko pravi, da je hotel nekdo razumeti, en duhovnik sam, da je hotel razumeti, kaj je to Sveta Trojica, kako razumeti Očeta, Sina in Svetega Duha, to Božje življenje, pa pravi, da je tam ob obali morja srečal otroka, ki je z majhno šalčko nosil vodo iz morja v eno lukenco. Pravi, kaj pa ti to počneš? Pravi, morje bom prenesel v tole luknjo. Aja, tola ti pa ne bo gratalo. In potem je pomislil, to je ravno tako, kot da bi jaz lahko skrivnost Svete Trojice, ki je kot Cenan, svojimi malimi možgani, svojo malo šalčko prenesel v razumevanje lastnega življenja. Nemogoče. Ta Sveta Trojica ostaja skrivnost. Hkrati nam je pa tako blizu. Je pa izziv za našo vero, kaj govorimo in kaj molimo. Kar pomislimo, kdaj vse izgovarjamo imena Svete Trojice. Glejte, vsak dan, ko se pokrižamo zjutraj ali zvečer, ali med dnevom pred jedjo in pojedi, ko naredimo križ, se spomnimo Svete Trojice v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ko zaključujemo molitve, zmolimo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Ko starši blagoslavljate svoje otroke, jih pokrižate tudi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ko gospodar in gospodinje blagoslavljate svoje hiše, polja, gozdove, svoje avtomobile ali karkoli imate stroje, tudi takrat blagoslavljate
v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Kako nam je Gospod blizu? Sveta Trojica nam je tako blizu vsak dan na jeziku. In naj bo to izziv, brati in sestre, da bi to veliko skrivnost sprejemali v čisto vsakdanje stvari. Res, Bog je neskončno mogočen in velik, hkrati pa tako blizu in naš prijatelj, naš sodelavec, naš tisti, ki je najbolj blizu in nas najbolj pozna. Katekizem nas uči različne stvari o Očetu, kako je ustvaril svet in ga vzdržuje vsak trenutek, ne samo, da ga je ustvaril in ga potem pustil teči. Ne, če bi prenehal ustvarjati, bi isto bilo, kot če bi recimo stikalo za luč ugasnil, a bi luč še delala? Ne bi jo bilo. Torej, stalno Gospod ustvarja. Potem Sin, ki nas je odrešil, nam daje milost zakramentov, da lahko v njegovi moči živimo, smo krščeni, sprejemamo Evharistijo, sprejemamo usmiljenje pri spovedi in nas Gospod pospremi v večnost. Sveti Duh, ki nas navdihuje, povezuje v ljubezni z Očetom in Sinom in daje tisto ljubezen, ki povezuje tudi nas, ljudi med seboj. In drugo berilo je danes bilo rečeno, da mi vstopamo v del tega življenja, da smo del te Svete Trojice in zato nosimo v sebi upanje, ki ne osramoti in nas vedno spremlja, tudi če so stiske. Pravi, ta stiska človeku pomaga k potrpljenju, potrpljenje k preizkušenosti, preizkušenost pa se krepi v upanju. In tukaj srečamo Gospoda. Čestitam vam in blagor vam, da imate to upanje, kajti neskončno hudo bi bilo človeku, ki bi živel brez upanja. Kar pomislite, kaj pa naj pričakuje? Če bi človek živel brez upanja, zakaj pa bi se nekaj trudil? Zakaj pa, da bi sploh živel? Ali sprejel eno preizkušnjo v življenju, ali eno trpljenje? To bi bilo totalno brez veze. Ker pa imamo upanje, nam tudi vsaka stiska in vsak križ pripomore k dobremu. In zato smo lahko hvaležni. In zato smo ponosni lahko na svojo vero. Ja, gorje tistemu, ki bi vero izgubil in bi izgubil tudi upanje. In danes praznujemo tudi skupnost Cerkve, prav v Sveti Trojici, ko razmišljamo o medsebojni ljubezni in darovanju. Že današnje praznovanje nam to pokaže, kako ste se morda mnogi tudi iz drugih krajev pridružili tej slovesnosti, tako na koru kot spodaj, da bi doživljali praznik Svete Trojice. Potem Cerkev vseh generacij, pomislimo na 180 let, vse ti ljudi, ki so pred 180 leti gradili Cerkev, darovali svoje stvari in skrbeli zanjo. Kot je bilo že v uvodu rečeno, pomislimo danes na vse, ki so molili v tej Cerkvi v teh 180 letih in koliko zakramentov so prejeli, koliko svetih obhajil in svetih odvez pri spovedi. In pomislimo, da smo danes povezani tudi s tistimi verniki na Danskem, ki so kupili tele orgle, ki so jih postavili v svoji cerkvi. In ne vem, zakaj so te orgle izgubile svojo vlogo in svojo službo v tisti danski cerkvi. Mogoče so ljudje tam izgubili vero in upanje. Mogoče so zaprli cerkev. Ne vem, ampak spomnimo se jih danes v molitvi z veliko hvaležnostjo. Oni so kupili te orle, jih naredili in podarili vam. Hvala Bogu vsem za te ljudi, in ki so ob teh orlah peli in molili. Naj Gospod blagoslavlja in spremlja. Danes smo skupaj z gospodom Močnikom in njegovimi sodelavci, ki je orle postavljal. Hvala Bogu za njegovo delo, za njihove načrte, za vse, ki so prepeljali te orle, jih sestavljali in uglasbili. Bogu hvala za skupnost Cerkve, za vas, ki ste darovali in zbrali
denar, da ste lahko postavili te orgle v župnijski cerkvi. In tukaj smo povezani v skupnost z vsemi, ki se veselimo teh novih orgel in želimo v njih prepevati Bogu slavo in veselje drug drugega. In skupnost cerkve se pokaže, kot sem rekel, tudi v današnjem slavju. Z gospodom Lojzetom Snojem, z organistom, s pevci, z vso skupnostjo in vsemi vašimi brati in sestre, ki jih nosite v svojih srcih, z vašimi domačimi prijatelji in sorodniki. Jezusove evangelij, ki smo ga danes slišali, je spodbuda za nas vse. Jezus je te besede, ki smo slišali v evangeliju, povedal apostolom pri zadnji večerji, ko jim je povedal skoraj svoj testament in jim izkazal ljubezen do konca. Vendar Jezus ne govori tam samo svojim apostolom, predno gre v trpljenje, ampak za vse nas, za vse generacije kristjanov, za nas, ki smo obdarjeni z upanjem. Kot pravi apostol Pavel, upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Ja, prejeli smo upanje za življenje, tudi ob križu in preizkušnjah. Ne razumemo še vsega. Tako kot apostoli niso vsega razumeli na začetku, ampak vse te besede so bile položene v njih kot seme, ki se je ukrepilo in potem poganjalo sadove. Pri apostolih so res te besede obrodile sadove. To smo dokaz mi vsi, ki smo tukaj. Glejte, če apostoli teh besed ne bi vzeli zares, če ne bi bili napolnjeni Svetim Duhom, ne bi povedali naprej, pa so povedali. In tako so generacije prejele vero in jo izročale naslednjim generacijam. In tako je ta beseda prišla do nas. Tako mi danes lahko praznujemo praznik Svete Trojice in blagoslov orgel. Torej, sprejeli so in dali naprej. Kot so bili oni vedno na poti, niso vsega razumeli na začetku, ampak je bil Sveti Duh tisti, ki jih je poučeval in je v vsaki novi situaciji razložil, zakaj gre in kaj je Božja volja. In brat in sestre, na ta način smo tudi mi na poti. Ko sprejmemo eno besedo iz evangelija, eno skrivnost naše vere, jo ne razumemo do konca, ampak jo sproti razumevamo, če imamo odprto srce za Svetega Duha. Kar Sveti Duh potem uči človeka, po odprtosti srca uči naprej, kaj ne naredi naslednjem koraku. In prosimo ga, da bi ostal Sveti Duh vedno z nami in nam kazal pot skozi življenje. In tukaj smo hvaležni za to vero, kot sem rekel, da smo jo prejeli. In mi bodimo, brati in sestre, še oznanevalci naprej. Kot je ta cerkev že 180 let eno veliko znamenje sredi vasi, da je Bog med vami, da je Božje bivališče sredi med vami. Tako naj bo tudi naša vera in življenje vsakega kristjana, ki živi na krščanski način, eno znamenje Boga med ljudmi. Vabim vas, dragi starši, drage mame in očetje, da to vero, ki ste sami prejeli, izročate naprej svojim otrokom z močjo Svetega Duha. Vem, da je to v današnjem času najtežja naloga staršev, najtežja stvar, ampak z Božjo močjo, Svetim Duhom bo šlo. Sami ste doživljali v lastnem življenju in vas prosim, da svojim otrokom to date naprej. Da ne bi slučajno postali ljudje brez upanja ali ljudje brez vere, ali da bi se čez nekaj generacij cerkev zaprla, pa bi zopet oddajali naprej orgle in zvonove. Upam, da se kaj takega ne bo zgodilo. Zato vas prosim, posebej mame in očete, da svojo vero izročate naslednjim rodovom, da ste vi sami s svojim krščanskim življenjem eno znamenje Boga med ljudmi. Ne le cerkev sredi vasi tukaj na Dobovcu, ampak vsak kristjan naj bo eno tako znamenje Boga med ljudmi. Amen. Lepo pozdravljeni. Najprej čist na kratko nekaj zgodovine orgel. Orgle so že zelo staro glasbilo.
Po vseh danes dostopnih virih jih je leta 246 pred Kristusovim rojstvom iznašel Ktezibi iz Aleksandrije. To je mesto v današnjem Egiptu, takrat pa je bilo v Rimskem cesarstvu. V orglah, ki jih imamo danes, pa so združene zamisli množice izumiteljev, njihova gradnja in njihov neupogljivi zven pa sta sad prizadevanj in raziskovanj skoraj nepregledne vrste rodov. V začetku so orgle uporabljali v templih in pri veselicah, Rimljani so z njihovim zvokom spremljali tudi cirkuške predstave. V 10. stoletju pa so si orgle počasi začele utirati pot tudi v bogoslužje, dokler ni koncil v Milanu leta 1287 zapovedal, da so le orgle dovoljen inštrument za uporabo pri bogoslužju. Od tega časa naprej so se orgle vedno hitreje razvijale in dosegle svoj vrhunec v dobi baroka, to je v 17. in 18. stoletju. Te orgle, ki smo jih danes blagoslovili, imajo vse značilnosti baročnih orgel, mehansko trakturo, sapnice na potek ter jasno zvočno zasnovo. Izdelane so bile leta 1972 in so do pred nekaj leti stale v cerkvi v kraju Sund na Danskem. K sreči orgel niso prodali zato, ker bi izgubili vero in cerkev zaprli, ampak so se odločili, da bodo kupili večje orgle. Te orgle imajo 10 registrov, ki so razdeljeni na 2 manuala. Manual imenujemo klaviaturo, na katero igra organist z rokami, in pedal, tako pa imenujemo klaviaturo, na katero igra organist z nogami. Vseh piščali v orglah je 608, od tega je 84 lesenih, ostale pa so kovinske, narejene iz cina. Posamezne registre označujemo poleg imena s številko, ki nam v čevljih pove dolžino največje piščali v tem registru. Čevelj je stara dolžinska mera, ki meri nekaj čez 30 cm.